Spoštovane gledalke in gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gostja današnje oddaje o kulturi je direktorica knjižnice Nada Božič Eržen, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobrodošli. Hvala in pozdrav vsem. Povejte nam, gospa direktorica, kako deluje knjižnica v teh dneh, potem ko je vlada spet odprla vaša vrata? Torej, začeli smo s ponedeljkom 4. maja in sicer smo že v nedeljo s kolego Ervinom uredila vse, kar so od nas zahtevale razne službe, bom rekla, oziroma ministrstvo, predvsem zaradi varnosti in nas zaposlenih in obiskovalcev knjižnice. To pa pomeni, da smo naredili čisto pot in nečisto pot. Pač člani, ki so že ta teden obiskali knjižnico, so to že videli, kako to izgleda, torej po stopnicah gor na podest in potem nečista pot je na vrata, stranska vrata desno, tam člani oddajo knjige. Vhod smo zaprli s polivinilom, ker trenutno druge zaščite nimamo, da je čim manj pač stika in tega aerosola, ki je tudi nevaren. Torej, član si tam ima možnost sam vrniti knjige, da izkaznico pod čitalec in potem knjižničar spremlja na ekranu, če je vse v redu, potem pa vsako knjigo spet da pod čitalec čez našo kodo in sam vrne knjige. Mi knjige damo v karanteno, po predpisih je to zdaj 7 dni. Vračamo gradivo z zadržkom, kar pomeni, da vse, kar so člani ta teden vrnili, še vedno piše, da oni imajo, ker pač dokončno jih bomo komaj naslednji teden lahko vrnili in spravili v police. Nove knjige lahko naročajo na več načinov, prek telefona, lahko po mailu, lahko direkt Cobiss Plus, pač rezervacije in naročila, lahko osebno, mi ne kompliciramo. Kakšno je zanimanje v teh dneh? Moram reči, moj osebni občutek, pa moram reči, da nisem delala na izposoji, ker sem morala pač nekaj drugega delati, je, da so člani zadovoljni, predvsem, da lahko pridejo do knjig, da lahko vrnejo knjige, ki jim že 2 meseca stojijo doma. Čeprav tukaj bi rada poudarila, da pač naj nič ne skrbijo, zato ker mi smo odpravili vse kontrole. Torej, do 30. maja absolutno ni strahu, da bo kdorkoli imel kakšne zamude ali da bodo kakšni problemi zaradi knjig, ki so doma. Kako pa je v Cerknem? Ste tudi tam odprli knjižnico? V Cerknem smo odprli knjižnico, zato ker je druga največja naša enota in zato ker je tam tudi veliko bralcev, moram reči zvestih bralcev, in smo tudi tako bi rekla tako bolj po skavtsko naštimali vračanje knjig in izposojo knjig. Se pravi, član vrne knjige na okno oziroma skozi okno, to je ta nečista pot. Čista pot je pa skozi vhod v knjižnico v vetrolovu, tam prevzame naročeno gradivo. Črni vrh in Spodnja Idrija pa ostajata še za... Črni vrh in Spodnja Idrija za nekaj časa morata ostati zaprta, tudi zaradi kadrovskih težav. No, saj niso težave, ampak tako je, vse knjižnice v Sloveniji se s tem soočajo. Ranljive skupine delavcev naj ne bi delale, Tega v naši knjižnici ni, ampak imamo mlade kolegice, ki uveljavljajo varstvo otrok, zato ker pač ne delajo vrtci in šole in nimajo komu pustiti otroke doma, In moram tukaj potem še povedati, da smo šli začasno na poletni urnik, ker edino na ta način
lahko imamo ti dve knjižnici odprti, Cerkno pa Idrijo. Imate sicer zapleten urnik, kakšen pa je poletni urnik? Poletni urnik je tak, ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7 do 14, sreda pa od 11 do 19. Sobota je tako kot vedno od 7 do 12. Super. Filmsko gledališče je zaprto, tudi za to skrbite? Ja, filmsko gledališče je še vedno zaprto, tukaj pa čakamo, da se sprosti ta ukrep, pač ta prepoved, in moram reči, da je kolega Tim že prav nestrpen, kdaj bo, zato ker veliko je filmov, ki jih je treba pogledati. Upate, da boste prej odprli galerijo? Težko je zdaj reči, zato ker, bom rekla tako, naše delo narekuje Zveza splošnih knjižnic. In mislim, moram reči, da so knjižnice v Sloveniji zelo dobro organizirane. Nas splošnih knjižnic je 58 in delujemo enotno v Zvezi splošnih knjižnic Slovenije, ki je v bistvu na nek način uravnava naše delo, da smo vsi nekako približno, da enako delamo, a ne. Tako da je vse to odvisno v bistvu od tega, kakšna navodila bomo dobili. Najbrž težko napoveste tudi, kdaj bodo začele ure pravljic oziroma predstavitve knjig v pritličnem prostoru? To pa je odvisno vse od ukrepov. Ur pravljic ne bo, sigurno do konca te sezone, zdaj do junija, jel? Ne bo niti literarnih večerov, nobenih dogodkov ne. V bistvu bi mi radi na nek drug način prišli do naše publike. Sigurno bomo uporabljali sodobne tehnologije in na ta način nadaljevali z našim delom promocije pač knjig in raznih drugih stvari, ja. Vaša knjižnica je vključena tudi v nekatere projekte širšega pomena. Med te bi lahko v tem koledarskem letu šteli jubilejne Bevkove dneve na Cerkljanskem, pa tudi že skoraj tradicionalne Šinkovčeve dneve na Vojskem. Kako boste sodelovali v teh programih? Zdaj za Šinkovčeve dneve poezije, ki so julija, mi bomo vsekakor sodelovali, če nam bo to država, stanje trenutno dovoljevalo, a ne. Kaj pa projekt Primorci beremo? Primorci beremo se bo začel 1. junija, torej z zamikom, in bo trajal do 11.11. S tem, da bodo bralci letos prebrali samo 4 prozna dela, pa eno pesniško zbirko. Za eno manj, zato ker pač 2 meseca kasneje začenjamo. Je na spisku priporočenih del tudi kak avtor iz naših krajev? Ja, Iva Miholič je. Njena nova zbirka poezije, Zbiralka vetra. Ona je iz Cerknega, živi v Ljubljani. Jaz vsekakor priporočam njeno zbirko, zato ker je res dobra, dobre pesmi. Gospa Eržen, kaj v teh dneh berete? Ervin in norci, to berem. To je pač nov roman enega hrvaškega pisatelja, in sicer znanega po taki prozi v džinsu, bi se reklo. To je že ena taka klasika, obdobje 70., 80. let, ne, prejšnjega stoletja. Poleg tega berem pa še ene zgodbe za 8-letnike, o katerih ne bi zdaj govorila. Take zverinske zadeve in meni je to všeč.
vam je ta žanr blizu. Priporočate to prvo knjigo tudi drugim bralcem? Ja, Ervin in ostali norci sigurno, da. Zanimivo je, moram reči, ker na koncu konca nas poznajo naši gledalci, a ne. Ervin je moj mož, jaz sem Nada in v tej knjigi je Ervin mož in žena je Nada. Zelo odštekana knjiga, no. Pa avtor ni poznal vajin primer? Ne, ne, ne. Gospa Nada, želim vam, da bi vam čim prej dovolili običajno, normalno delovanje knjižnice in vseh dejavnosti, ki sodijo pod okrilje vašega zavoda. Zahvaljujem se vam za obisk v našem studiu in vam želim vse dobro. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.